Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni. V našo deželo je prišla pomlad in z njo tudi možnost, da med sprehodom v naravi staknete kakšnega klopa. Nocoj boste lahko izvedeli, kako si pravilno odstraniti klopa, govorili pa bomo predvsem o boleznih, ki jih prenašajo klopi, zato preprosto morate ostati v naši družbi. Na klepet sem povabila predstojnico oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, magistro Boženo Kotnik-Kevorkian, doktorico medicine, specialistko infektologije. Dober večer. Dober večer. Tako za začetek bi vas prosila, da nam poveste, katere so tiste bolezni, ki jih prenašajo klopi in o katerih bo pravzaprav nocoj tekla beseda. Klopi v našem okolju, se pravi tile centralnoevropski klopi, prenašajo predvsem klopni meningoencefalitis, lajmsko boreliozo, nekaj manje anaplazmoze, drugih bolezni pa praviloma na človeka ne prenašajo. In če se malce ozreva v zgodovino, kdaj so strokovnjaki pravzaprav ugotovili, da so prav klopi tisti, ki so lahko v vlogi prenašalca omenjenih bolezni tudi na človeka? To je bilo že pred nekaj stoletji. V 20. stoletju pa so te bolezni bolj opazovali, dokazovali, drugje pa tudi v našem okolju. V drugi polovici 20. stoletja pa se je ta del medicine že prav dobro razvil. In če se osredotočiva na slovenski prostor in tukajšnje klimatske razmere, kdaj je sezona klopov pri nas v polnem razmahu in kje se le-ti nekako najpogosteje nahajajo? Klopi postanejo živahnejši, aktivni in začnejo prenašati bolezni spomladi, odvisno pač od kakšne je katero leto klima. Običajno se začnejo klopi pojavljati na ljudeh, na živalih marca, bolezni pa potem aprila. Vrh je v poletnem času, ko je klopov največ, ko so najbolj aktivni, oni imajo radi vroče vreme, in v jeseni potem bolezni usihajo. Čez zimo klopi praviloma niso aktivni, lahko pa seveda v kakšnih hlevih, kakšnih senikih, kjer je toplo, ostanejo klopi tudi aktivni in tu pa tam kdaj okužijo človeka tudi v zimskem obdobju. Klopi se sicer v naravi zadržujejo največ v grmovju, travah, največ jih je okrog višine pol metra od tal, sicer pa klopi nekje do višine enega metra, više na drevesih, ko ljudje pravijo, da so klopi padli z dreves, to pa ne drži. Je to zgolj mit in ne resnica? Ja, ljudje se zmotijo, dobijo klopa, ko so nabirali borovnice, pa klop ni padel z drevesa, ampak so ga nekje v travi, v grmovju dobili, ko so se z glavo sklonili, ne. Malo nižje. Ja. Kakšnega pomena je ustrezna in seveda tudi kvalitetna zaščita pred klopi, preden se odpravimo v naravo? Zdaj, zaščite je več vrst. Proti klopnemu meningitisu je sigurno najboljša, najvarnejša zaščita cepljenje. Sicer pa preden se odpravimo v naravo, poskrbimo, da smo primerno oblečeni v svetlih oblačilih, zato da bomo klopa takoj zagledali, da zatlačimo hlače v škornje, nogavice, da imamo dolge rokave. Po drugi strani se lahko zaščitimo tudi s tako imenovanimi repelenti. To so sredstva, ki jih nanesemo na kožo in bi naj odbijala s svojim vonjem klope, da se ne bi prisesali na človeka. Tako v naši nocojšnji oddaji Halo zdravnik, torej govorimo o boleznih, ki jih prenašajo klopi, in seveda vam bomo tudi nocoj ponudili možnost, da nas pokličete v živo v naš studio na telefonsko številko 02 620 3737 in lahko izkoristite edinstveno možnost, da kar iz domačega naslanjača zastavite kakšno vprašanje na omenjeno temo moji nocojšnji gostji.
Tako, če se morda še malce zadrživa pri cepljenju proti klopnemu meningitisu, koliko odmerkov cepiva je potrebnih, koliko časa mora preteči med slednjimi in kako dolgo smo potem varni pred klopi? Cepljenje proti klopnemu meningitisu, se pravi samo proti virusnemu obolenju, ki ga prenašajo klopi, se začne z bazičnim cepljenjem, ki obsega 3 doze. Se pravi, če smo cepljeni danes, pa čez en mesec, pa potem čez pol leta do 1 leto, potem je pa treba cepljenja obnavljati na 3 do 5 let, običajno prvič 3 leta po tem 3. odmerku, potem pa na 5 let, da smo varni ves čas. Če se včasih zamudi cepljenje, malo zamude še tudi tolerirajo virusi, če tako rečemo, oziroma mi. Sicer pa, če ljudje pozabijo, pa dolga leta se ne cepijo, je treba ponovno cepiti s 3 odmerki in se spet začne od takrat šteti na novo. Zaščita je potem stalno, če smo pravilno cepljeni. Klopnega meningitisa praviloma ne moremo dobiti. So bile redke opisane izjeme, da so tudi ljudje, ki so bili cepljeni proti klopnemu meningitisu, tega vendarle dobili. Vendar to je izjema. Cepivo je izjemno učinkovito, je primer dobrega cepiva povsod v svetovni literaturi. Varno cepivo, ni se treba bati ljudem tega cepiva. Je pa seveda samoplačniško, razen za določene izjeme, tiste ljudi, ki so poklicno izpostavljeni klopom, ki delajo ves čas v naravi, sicer morajo pa občani to sami plačati. Pa je sicer cepljenje priporočljivo tako za odrasle kot tudi otroke? Ja, priporočamo cepljenje že v otroški dobi, nekje od 1 leta naprej, ponekod v nekaterih državah cepijo celo od 6 mesecev naprej, pa potem v vseh starostnih obdobjih, tudi še v visoki starosti, če so ljudje aktivni, če se zadržujejo na vrtu, v parku, hodijo kam na sprehode. Kako pa so kaj po vaših izkušnjah in občutkih ljudje ozaveščeni na to temo? Se pogosto pridejo redno cepiti? Ozaveščeni še so, ljudje preberejo, vendar se potem ne odločijo. So ljudje, ki se redno cepijo že 20-30 let, kar pač cepivo je pri nas na voljo. Drugi se cepijo enkrat, pa potem pustijo, se pravi, lahko, da so od tega enega cepiva dobili dovolj zaščite, najverjetneje pa ne. Nekateri so brezbrižni, zelo različno od posameznika do posameznika. O tem se veliko piše, veliko govori, tako da ljudje to možnost poznajo, tako kot pri vseh cepivih, pa vemo, da se eni strašno upirajo, da ne zaupajo. Marsikdaj je tudi cena razlog, da se ne cepijo. Ali se po cepljenju lahko pojavijo sicer kakšne reakcije oziroma neželeni učinki, tako kot pri vseh medikamentih, če lahko temu tako rečem? Po vsakem cepljenju je lahko nekaj reakcije, vendar resnih reakcij ali pa da bi zboleli za klopnim meningitisom, tega ni. Je pa lahko na mestu vboda, cepi se običajno v roko, v mišico, lahko malo rdečine, malo boli, lahko je občutek tako kot ena blaga viroza, kakšnih resnih stranskih učinkov pa potem cepivo ni. To je ravno eno od tistih cepiv, ki veljajo za najbolj varna cepiva na svetu. In če slučajno boli tista vbodna rana oziroma ranica, kako blažiti takšno bolečino? Pomagajo kakšni obkladki? Malo hladnih obkladkov, ne z roko ravno najbolj telovaditi, delati. Če pa je to resnejše, da traja več kot 2 dni, da je roka močno otečena, rdeča, vroča, da mogoče izteka gnoj, potem je treba zdravniku, ker bi se pač lahko zgodilo, da se je ob cepljenju vnesla kakšna bakterija skozi kožo, vendar to je izjemno, izjemno redko. Tako da ni večjih bojazni. Ja, zdaj pa je že čas, da prevzamemo prvi nocojšnji klic. Dober večer komu? Halo? Ja, lepo pozdravljeni. Mene zanima, mislim, če jaz sem imel ene takšno bakterijski micetom
v tem, ali je to in test na boreliozo mi je pokazal pozitivno, ali je to, ali mislim, ali je to lahko ta micetomi povzroča, ali pa je res to tale borelioza. Ker test na boreliozo na krvi mi je pokazal pozitivno 2-krat. Hvala za vaše vprašanje. Bi lahko kaj pokomentirali? Ja, poslušalec oziroma gledalec najbrž misli limfocitom, ki je ena od zgodnjih oblik lajmske borelioze, to je pa bakterija. Povzročitelj seveda je, če je bil testiran, pokazal test boreliozo, to se zdravi, običajno mine kar brez antibiotika, lahko tudi z antibiotikom in se tega ni treba bati. Hvala lepa za vaš odgovor. Če se tudi vam porodi kakšno vprašanje, pa nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 620 3737. Tako, midve pa kar nadaljujeva z najinim pogovorom in morda bi vas prosila za namig, kam se lahko napotijo naši gledalci, ki bi se želeli cepiti proti klopnemu meningoencefalitisu oziroma meningitisu. Kje je tisti pravi naslov, kje lahko dobijo informacije? Informacije so na voljo na spletnih straneh NIJZ, to je Nacionalni inštitut za javno zdravje, sicer pa cepijo cepilni centri ravno na teh enotah po vsej Sloveniji tega nacionalnega inštituta. Marsikje pa cepi tudi izbrani družinski zdravnik, pa tudi če njihov družinski zdravnik ne cepi, bo znal povedati, kje je najbližje cepilno mesto. Tako da cepljenje je možno vse leto, pravzaprav vsak dan v letu, razen nedeljo. To ne more biti izgovor, da se ljudje ne bi cepili. Kaj pa bi sicer priporočali, kateri del leta je vendarle nekako najbolj ugoden, da začnemo s prvo dozo cepiva? Prvo dozo cepiva bi naj ljudje dobili v zimskem času, ko klopov ni, potem je seveda druga doza čez en mesec še tudi v zimskem času. Tako smo potem prepričani, da res nismo morda že okuženi s klopnim meningitisom, meningoencefalitisom. Cepljenje je možno sicer skozi vse leto, vendar poleti v vročini lahko v tistem času dobijo klopa, niso zaščiteni, potem pa krivijo, da je krivo cepivo. Zato, če imajo ljudje čas, če dobro razmislijo, je najboljše začeti s cepljenjem v zimskem času. Ali razpolagate s podatkom, približno koliko ljudi letno se odloči za to vrstno zaščito? Tega ne bi vedela, narašča precepljenost naših ljudi proti klopnemu meningitisu, vendar je še zmeraj cepljenih samo nekje med 15 in 16% slovenskega prebivalstva. Kaj pa ta številka oziroma podatek pomeni v primerjavi z ostalimi evropskimi državami? Je tam precepljenost večja ali približno enaka? Vsi se zgledujemo v tem primeru po Avstriji, kjer je cepljenih skoraj 90% ljudi. Oni so pred leti imeli akcijo, cepili ljudi in ljudje so se tudi odločali zaradi izpostavljenosti klopom in potem posledično tudi bolezni. Tam klopnega meningitisa skoraj ne poznajo več. Naša precepljenost je skromna. Moram pa povedati, da to je bolezen, klopni meningitis, ki se pojavlja predvsem v tem osrednjem delu Evrope, Avstrija, Južna Nemčija, Češka, Slovaška, del Hrvaške. Mi, tako da Avstrija je tukaj sigurno najbolje cepljena, vsi ostali pa bolj skromno. Tako da upam, da se bomo zgledovali po naših severnih sosedih. Ja, imeli so akcije, cepili so mlajše, starejše prebivalstvo, otroke in dosegli, da te bolezni skoraj nimajo več. Pa mislite, da je kaj podobnega, seveda imamo v mislih tovrstne akcije, na vidiku tudi pri nas v bližnji prihodnosti, kaže kaj na to? So razgovori, pogajanja, da bi naj cepili otroke in da bi naj cepili prebivalstvo nekje, vsaj moške, okrog 45. leta, vendar zaenkrat še ni sprejeto, to bi bilo potem kot en obvezni program. Seveda je problem plačilo, plačnika. Še zmeraj bojo pa ljudje se cepili na prostovoljni bazi in seveda bo del
tega prebivalstva, ki bo cepljenje odklonil. So pa skupine kot gozdarji, poklicni lovci, ki so že cepljeni zastonj za njih, ne, kjer država poravna stroške, zato ker je toliko veliko tveganje, da bi to bolezen dobili. Klopni meningoencefalitis so torej zdaj že kar nekajkrat omenili. Sedaj bi vas pa prosila, da nam še kaj več poveste o tem, kaj se pravzaprav skriva za to besedno zvezo. Torej, klopni vemo, da je od klopa, ker prenaša klop. Gre za virus, ki lahko povzroča pravzaprav 3 vrste obolenj. Eno je meningitis, vnete so samo možganske opne, potem je meningoencefalitis, ko so vnete možganske opne in možgani, in potem še tretja, redkejša bolezen, meningoencefalomielitis, ko je prizadeta tudi hrbtenjača, to je običajno najhujša oblika te bolezni. Virus je pa isti. Sedaj pa k samemu poteku te bolezni, ki lahko nastopi v 2 fazah. Drži ta podatek? Praviloma poteka v 2 fazah. Včasih sicer tega podatka nimamo, zgodi se tudi, da ljudje enostavno spregledajo prvo fazo, ker je tako blaga. In so potem nekako podvrženi že drugi. Pa prepoznajo bolezen, Ja. sami posumejo in pridejo do nas, ko so že v drugi fazi bolezni. Kateri pa so sicer značilni simptomi in znaki, ki veljajo za prvo fazo? V prvi fazi ni značilnih simptomov, znakov. Običajno so znaki ene blage viroze, malo utrujenosti, lahko malenkost povišana telesna temperatura, ni nujno, malo glavobola, vendar kakšnih posebnih znakov ni. Potem to mine, čez nekaj dni, včasih tudi šele čez 3 tedne, pa se razvije druga faza s klasičnimi znaki. Najbolj značilni so bruhanje, vročina, glavobol, seveda so lahko še drugi, ampak to je pa tisti trias, kot rečemo, po katerem klopni meningitis prepoznamo. In je takrat, ko seveda nastopijo ti simptomi v sklopu druge faze, potrebno takoj poiskati zdravniško pomoč? Tu bi zdravniško pomoč priporočali, ker bolezen lahko poteka v blažji obliki, lahko pa tudi v težji in se zaplete in je potreben nadzor. Takšne bolnike sprejmemo, potrebno je tudi diagnozo potrditi, opraviti ene preiskave, nadzirati. Včasih, sploh v tej obliki, ki zajema zraven mielitis, lahko pride do hujšega poteka, tudi do motenj dihanja, sicer pa do ohromitev. Ljudje potrebujejo infuzije, lajšanje težav, nadzor, včasih v zelo težkih potekih tudi umetno predihavanje, tako da to pa že spada k zdravniku. Pa sicer je zelo pogosto, da se bolezen tako hudo razvije, da je potrebna tudi hospitalizacija in Ko se razvije druga faza, je praviloma potrebna hospitalizacija, včasih samo za nekaj dni. Če je težek potek, pa dokler težave ne minejo, lahko je to tudi tedne. Sicer pa v današnjem času običajno takšni bolniki z meningitisom ležijo pri nas 1 teden, morda 10 dni, potem gredo domov, doma počivajo in hodijo k nam na kontrole. In kako dolgo potem traja takšno okrevanje, da se povrnejo v staro formo in da lahko rečete, da so popolnoma ozdravljeni? To je običajno nekaj tednov, vendar se nekateri čisto v prvotno stanje, v tisto formo, kot ste omenili, sploh ne povrnejo, lahko ostanejo kakšne posledice, običajno blage, včasih tudi kakšne kar opazne, ki človeka motijo. Opazujemo, spremljamo bolnike običajno 1 leto. Kako pa bi pokomentirali podatek, da se pri približno kar 2/3 okuženih bolezenski znaki ne razvijajo? Je to sploh res ali to velja zgolj za prvo fazo, ki ste omenili že prej? To pomeni, da so dobili sicer preko klopa virus, vendar se bolezen ni razvila. Ko pa se bolezen razvije, pa potem je v taki pravi obliki. Vemo tudi pri drugih boleznih, da vsi ne zbolijo, ne? Je res. Že prej ste omenili, da nekateri bolniki ni nujno, da se spet povrnejo v tisto prvotno najboljšo formo, pa vendarle, katere trajne posledice in okvare vse
lahko pusti klopni meningoencefalitis? V večini primerov ni posledic. Ko pa so običajno blažje, ki pa seveda motijo bolnika, motijo tudi okolico. Lahko ostane taka nervoznost, kot rečejo, nespečnost, motnje koncentracije. Svojci rečejo, veste, ni več pravi, tako je nervozen, nestrpen. Če pride do hujših posledic, pa tudi kakšne ohromitve, motnje vida, to seveda skušamo z rehabilitacijo odpraviti, vendar lahko ostane se takšna motnja tudi fiksira. Potem so tu še glavoboli, ampak to je že precej subjektivno, ne. Koliko je teh glavobolov, ene moti takoj, glavobol je lahko tudi od česa drugega in potem se pripisujejo klopnemu meningitisu. Ali je možno, da posamezen bolnik za to boleznijo zboli večkrat v svojem življenju? Če je prebolel klopni meningitis, za to boleznijo ne zboli več. Zatem, ker to je tako imenovani centralnoevropski meningoencefalitis, zatem ne zbolijo več. Seveda pa obstojajo še klopni meningitisi sibirskega tipa, daljnovzhodnega tipa, za tistim bi pa še lahko zboleli. Tako da, če bi se odpravili tja na potovanje, Lahko. se jim lahko kaj podobnega ponovi. Tako, dragi gledalci, drage gledalke, lahko nas pokličete na telefonsko številko 02 620 3737. Nocoj govorimo o boleznih, ki jih prenašajo klopi. Zdaj smo se malce dotaknili klopnega meningoencefalitisa. In na tem mestu me zanima še vprašanje, ali drži podatek, da je Slovenija na kar 3. mesto v Evropi po okužbah s klopnim meningoencefalitisom. Je res? Ja, po nekaterih raziskavah pa celo na 1., odvisno, katero leto se pogleda, ker je eno leto klopnega meningitisa več, drugo manj. To je pa ravno posledica tega, da ljudje niso cepljeni. To se seveda gleda na število prebivalcev, običajno na 100 000 ljudi in potem se lahko primerjamo. Vsekakor smo mi v središču teh okuženih klopov in klopnega meningitisa. In morda je tudi ta podatek dovolj alarmanten, da bi vsak pri sebi naredil korak naprej in pomislil, kako se lahko pred to boleznijo zavaruje, če obstaja zanesljiva možnost, kot je cepljenje. Jaz upam, pa tudi upam, da bomo v nocojšnji oddaji koga prepričali, koga, ki še okleva, da se bo cepil, ali pa morda, ko je bil cepljen pred leti, da bo šel samo po naslednjo dozo cepiva, da ne bo pozabil, da bo poskrbel za to, da ne bi zbolel. Ja, sicer pa to ni edina bolezen, ki jo prenašajo klopi, vendar za druge bolezni ni take sreče, da bi obstajalo cepivo, s katerim bi se lahko pred njihovo obolevnostjo nekako zavarovali. V Sloveniji, ste že prej omenili, je poleg klopnega meningoencefalitisa zelo pogosto na tapeti tudi lajmska borelioza, oziroma pogovorno lajmsko boreliozo nekateri imenujejo tudi borelija. Drži ta podatek? Borelija je bakterija, to so borelije, več vrst jih je, ki povzročajo bolezen lajmsko boreliozo, kratko rečemo samo boreliozo. To je pa bakterijska bolezen, ki jo zdravimo običajno z antibiotiki, redko kdaj tudi kar sama mine. Tukaj cepiva ni, so sicer že v razvoju cepiva, razni poskusi so že bili, vendar uspešnega cepiva zaenkrat ni. Imamo pa drugo srečo pri tem, da se ne okužimo tako hitro. Za klopni meningitis je dovolj, da pride klop na kožo, se prisesa, vbode oziroma ugrizne in prenese viruse iz svoje sline v telo. Za borelije pa je potreben daljši kontakt, klop bi moral biti vsaj 24 ur, po nekaterih raziskavah celo 48 ur prisesan, da bi okužil človeka. Zakaj pa ravno lajmska borelioza? To je po kraju Lyme, borelioza pa zato, ker je bakterija borelija. In če malo primerjava klopni meningoencefalitis z lajmsko boreliozo, kakšna je razlika? Lajmska borelioza je bistveno pogostejša, klopi so bolj pogosto okuženi, poteka v več različnih oblikah, prizadene lahko kožo, pa ima kožne oblike, lahko sklepe, lahko ravno tako
centralni živčni sistem in tudi povzroča meningitis, vendar je to borelijski meningitis. Zdravimo z antibiotiki, to so te osnovne razlike. Ali drži, da je verjetnost, da se okužimo z boreliozo večja, če v poteku odstranitve klopa slednjega zmečkamo? Ja, klop s tem, ko ga zmečkamo, ali pa včasih, ko so ga še z etrom, z alkoholom, z oljem skušali zadušiti, preden so ga odstranili, takrat še klop spusti slino v telo in s tem tudi mikroorganizme, ki jih ima v slini. Zato klopa odstranjujemo tako, da ga na hitro odstranimo, da ga ne vrtimo, ne mečkamo, samo izvlečemo iz kože, ker je najmanjša možnost, da bi takrat še hitro slino prenesel mikroorganizme. Ali po vašem mnenju ljudje dovolj dobro vedo, kako se lotiti odstranitve klopa? To je zelo različno. Eni kar takole z roko, potem s pincetami, dobijo se celo posebne pincete za odstranjevanje klopov. Drugi sploh ne vejo, jih nekaj srbi, pa se samo razpraskajo. Nekateri pa zagledajo klopa, pa naravnost k zdravniku, pa sploh sami ne poskušajo. To pa ni potrebno. Ni potrebno. Ampak verjetno je bolje, da se odstranitve lotimo s pinceto? Ali... Ja, s pinceto klopa zgrabimo in samo izvlečemo, nič ne vrtimo, ne mečkamo, ker bomo naredili škodo. Preden se pa lotimo same odstranitve, je potrebno mazati z olji in s podobnimi rečmi? Ne, to je bilo v preteklosti, celo v navodilih. Zdaj ne, ker s tem oljem ali pač kar imamo, alkoholom, klopa zadušimo in v tistem, ko se dušiš, še spusti slino skozi kožo v človekovo telo, tako da samo odstranimo, potem pa, če je treba, kožo malo ščistimo, dodatno namažemo s kako kremico, da ne bi prišlo do lokalne reakcije, kaj več pa ni potrebno. Kaj pa sicer? Klopi se radi prisesajo na različne predele telesa, tudi ob sklepih in podobnih rečeh jih je mogoče najti. V kožnih gubah, ja, na toplem, lezejo pa pravzaprav po celotnem telesu, predvsem pa tam, kjer so imeli dostop, kjer je koža odkrita. Kasneje, če so dolgo na telesu, seveda po obleki, pa to tudi na pokrite dele telesa, tako da ko pridemo iz narave, ko pridemo iz gozda, se praviloma pregledamo celotno telo, če bi bil kje klop, in ga čim prej odstranimo. Že uvodoma pa ste omenili, da je pomembno tudi, kako oblečeni se sploh podamo v naravo, sploh takrat, ko lahko pričakujemo, da lahko srečamo kakšnega klopa. Omenili ste, da si je potrebno hlače zatakniti v škornje, če se recimo podamo v gozd in smo tako obuti. Še kakšen trik? Dolge rokave, ja. Drugo ne, se poleti je v glavnem vroče, pa je to spet en dejavnik, zakaj pa se tako zelo ne oblečemo. Pa malo bolj mora biti pazljivi ljudje tudi tam, kjer je klopov več. Klopi so sicer povsod v Sloveniji, v našem štajerskem koncu jih je pa največ, če smem povedati, v Šmartno na Pohorje, pa Lovrenc na Pohorju. Se pravi, to so pa kraji, kjer ljudje že vejo, da klope dobijo in se morajo res redno, vsakodnevno opazovati, pregledati, klope odstraniti. Zanima me, ali imate podatek, kako je razširjena borelioza v Sloveniji? Točnih podatkov ne moremo imeti, ker vsi ne gredo k zdravniku. Je pa v prijavljenih primerov več tisoč. Zadnji podatki, ki so dosegljivi, so za leto 2015 in takrat je bilo nekaj čez 6000 primerov prijavljenih bolezni, borelioze v vseh različnih oblikah. Največ je kožne oblike, vendar tu so pri prijavah zajete vse oblike. Pa si lahko s tem podatkom razlagamo, ali številka vendarle narašča v primerjavi s preteklimi leti? Mislim, da zdaj v glavnem stoji oziroma niha, kakšno leto več, kakšno leto malo manj. Ljudje so zdaj že nekaj let osveščeni, gredo k zdravniku, zato se številke ne spreminjajo. Na začetku so bili seveda posamezni primeri, ker ljudje tega niso poznali. Nekateri si kar sami s čim mažejo, ne grejo k zdravniku,
tako da najbrž je teh bolezni še enkrat toliko, kot je prijavljenih. Torej, če imate tudi vi kakšno vprašanje na temo borelioze ali klopnega meningoencefalitisa, nocoj nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in sprejeli bomo vaš klic. Pa me zanima, če je že kdo z nami. Dober večer. Še trenutek počakamo. Halo, dober večer. Dober večer. Izvolite, zastavite Oprostite, jaz bi vprašanje. samo se zanimala, ker je moja hčerka bila stara 8 let, pa je jo klopičil, samo nismo 10 dni opazili, ker je pač tu na nogi čisto zgoraj pri pasu. In zdaj samo, takrat je ona tako šla v bolnico, pa je dobivala tiste antibiotike, pa to. Mene samo zanima, če so rekli, kaj je začetek borelioze in še doma je imela, potem, ne vem, 3 tedne ali 4 tedne zdravila, če lahko še ima posledice zaradi tega, ker njo še zdaj dosti krat glava boli, taka migrena ali pa kaj, če bi bilo mogoče to kaj povezano. Hvala lepa za vaše vprašanje. Se pravi, pred 25 leti je rekla gospa, da se je to že Praviloma zgodilo. z antibiotikom boreliozo pozdravimo, lahko pa ostanejo kakšne posledice, na vse zadnje možna tudi okužba še kdaj drugič. Več vrst boreli imamo, okužba je možna. Večkrat pri tem glavobolu je pa seveda treba izključiti druge vzroke za glavobol, preden rečemo, da je to ostala kronična posledica, je pa kronična borelioza možna. Kateri pa so sicer prvi simptomi, po katerih lahko prepoznamo boreliozo? So podobni tistim, ki so značilni za klopni meningoencefalitis in se sicer pojavijo komaj v drugi fazi, pa vendar? Ne, tukaj je bolezenska slika drugačna. Največkrat je opazen rdeč madež oziroma kolobarjast izpuščaj na mestu, kjer smo imeli klopa, lahko pa tudi kje drugje. Teh kolobarjev je lahko tudi več. To je tako imenovani migrirajoči eritem oziroma eritema migrans po latinsko. In to je najpogostejša prva oblika borelioze. Potem je lahko na koži še tako imenovani limfocitom, to je običajno na uhlju, prsni bradavici, lahko tudi kje drugje. Potem so pa že borelijske oblike druge in tretje faze, lahko je meningitis, lahko so kakšne pareze živcev, potem v zelo pozni fazi tako imenovani akrodermatitis kronika, to je na koži, rok predvsem, ko je koža čisto papirnata, z laboratorijskimi mikrobiološkimi testi pa potem potrjujemo ali pa ovržemo lajmsko boreliozo. Tako da lahko bi rekli, da obstaja kar širok spekter oziroma nabor tovrstnih težav, ki jih prinaša bolnikom, ki so okuženi z boreliozo. Kateri so tisti, ki so običajno najbolj neprijetni? Ja, to je zdaj pa subjektivno. Meningitis je sigurno resna bolezen. Ljudi pa običajno zelo moti to, kar imajo na koži, kar je vidno, tako da gredo tudi kar k zdravniku, ko imajo rdečino. Nekateri pa mislijo, da je alergija, pa si samo praskajo, sami kaj mažejo. Ko so pa resne težave, pa mogoče niti ni toliko moteče, ampak ljudje potem takšne bolezni ne vzdržijo, recimo ohromitev obraznega živca, ne. To jih sigurno zelo moti, gredo tudi takoj k zdravniku. Pa tudi ozaveščenost je zdaj že toliko dobra, v vseh revijah, vseh medijih se pojavljajo informacije o teh boleznih. Ljudje lahko izvejo informacije. Tako, mi pa že imamo naslednjega klicatelja. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni.
pozdravljeni. Jaz bi samo vprašal, da mene so bolele zelo tu okrog gležnjev. Sem imel zelo hladne noge, potem okrog kolen in so mi pobolele obe koleni in te mišice okrog do nad kolenje. Ali je to kak znak za boreliozo? Hvala za vaše vprašanje. Zdaj, tipično to ravno ni, tudi težko je tako nadaleč povedati, vendar je treba tukaj izključiti kakšne druge bolezni za težave, lahko je slabši pretok, lahko je marsikaj, če so noge hladne, pa toliko sklepov. Pri boreliozi so običajno sklepi otečeni, tudi rdeči, vroči in se punktira tak sklep in se z tega punktata potem ugotavlja in skuša dokazati borelije oziroma s tako imenovanimi serološkimi testi se dokaže borelioza ali pa tudi ovrže. Hvala za vaš odgovor. Tudi vi nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in zastavite svoje vprašanje na temo bolezni, ki jih prenašajo klopi. Če se morda še malce zadrživa pri posameznih stadijih, ki jih prinaša borelioza, že prej ste omenili, da so lahko simptomi različni. Zanima me, če recimo se vendarle ti pojavljajo na koži ali pri zdravljenju potem takem sodelujejo tudi dermatologi? Zdravi lahko takšne kožne oblike že kar družinski zdravnik oziroma zdravnik na primarnem nivoju, za otroke pediater. Ljudje zaradi teh izpuščajev, zlasti če niso čisto pravilno oblikovani, zaidejo tudi k dermatologu in potem da seveda antibiotik dermatolog. Če pridejo k nam, zdravimo mi. Večino teh eritemov, eritema migrans, kot smo rekli, pa zdravijo kar izbrani zdravniki. Dajo antibiotik za 2 tedna in to je običajno dovolj. Kakšne posledice lahko pusti nezdravljena lajmska borelioza? Zdaj, če ne zdravimo že začetnih oblik, se lahko razvijajo druga, tretja faza, se pravi kasnejše oblike bolezni, ki pa seveda so bolj neprijetne, meningitis, kot smo rekli, razne ohromitve, zlasti moteče so na obrazu, sklepne težave, izjemoma tudi kakšne bolezni na srcu, tako da je predvsem skušamo preprečiti kasne faze. Pa se vendarle potem da te zadeve popolnoma ozdraviti? No, v medicini popolnoma težko, skoraj da ni bolezni, za katero bi lahko rekli, da jo popolnoma ozdravimo. Damo antibiotike, vendar takrat druge, včasih tudi za daljše obdobje. Prvo fazo zdravimo 2 tedna, nekatere pozne faze 3-4 tedne. V glavnem uspemo pozdraviti, nekaj pa jih ostane s posledicami oziroma s tako imenovano kronično obliko borelioze. Sicer pa ste že uvodoma dejali, da poleg klopnega meningoencefalitisa in lajmske borelioze v Sloveniji lahko srečamo še eno okužbo, ki jo prenašajo. Ja, bakterija anaplazme, anaplazmoza je to, običajno poteka kot kakšna viroza, lahko tudi izpuščaj na koži, ni težka bolezen, praviloma ne. Če pridejo bolniki do nas in jo dokažemo in da imajo hujše bolezni, pa dobijo tudi antibiotik. Kako dokažete takšno bolezen? Verjetno je potrebno vzeti kri. Vzamemo kri, pošljemo v mikrobiološki laboratorij, kjer dokazujejo protitelesa in če je bolezen dokazana, damo antibiotik. Kot sem rekla, marsikdo preboli brez zdravljenja, marsikdo sploh ne gre do zdravnika. Grejo pravzaprav samo take malo bolj resne oblike, pa še zmeraj niso tako hude kot recimo klopni meningitis. Koliko ljudi pa vendarle letno zboli za vsemi temi okužbami, ki jih klopi prenašajo, torej od teh 3 boleznih, ki jih nocoj nekako imamo v ospredju v naši oddaji? Anaplazmoze je malo, to je 10-20 recimo letno v Sloveniji. Klopnega meningitisa je nekaj več, zdaj a so vsi primeri prijavljeni ali ne, tam nekje 200 do 300 ljudi letno, kakšno leto pa tudi manj, so klopi manj aktivni, manj kužni.
Borelioze vseh oblik, pa kot smo rekli, prijavljenih je bilo leta 2015 6000, najbrž jih je bilo pa še kar nekaj tisoč več blagih oblik ali pa tudi niso vsi teh blagih oblik prijavljali. Mi bomo pa sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Jaz bi rada vprašala, jaz sem sicer boreliozo prebolela, zdaj me pa zanima za to cepljenje, če bi se zdaj cepila, če ni prepozno, ker je pač, sem poslušala, da je najboljše v zimskem času. In zdaj, če se zdaj... Hvala za vaše vprašanje. Verjetno vas zanima, če še ni prepozno, da bi se prav zdaj v teh spomladanskih dneh vendarle odpravili po cepivo. Seveda nikoli ni prepozno, vendar svetujemo, da potem mesec dni ne hodite v naravo oziroma se izogibate krajem, kjer bi lahko klopa dobili. Klopa pa seveda lahko dobite že na domačem vrtu, v parku, ne samo v gozdu, planinah. Je pa to cepljenje zdaj proti virusnemu obolenju, ne? Gospa je imela pa bakterijsko boreliozo. To je treba ločiti. Tako, in za bakterijsko boreliozo cepiva žal še ni. Ni, vendar ljudje včasih res pozabijo, da če so preboleli boreliozo, lahko pa dobijo še klopni meningitis, ki pa je načeloma hujša bolezen, kot je borelioza. Sicer pa prej ste omenili, da je potrebno, da je klop za lajmsko boreliozo dalj časa prisesan, kot recimo pri klopnemu meningoencefalitisu, pa vendarle je lajmska borelioza nekako bolj pogosta od klopnega meningoencefalitisa. Ali to pomeni, da smo slabi pri rednem in hitrem samopregledovanju? Ne, tu gre za drugo. Klopi so samo v nekaj odstotkih, tam 5–6% klopov, je okuženih z virusom klopnega meningitisa, prenašajo ta virus. Za borelioze pa je ta odstotek višji, nekje polovica ali pa slaba polovica klopov je okuženih in pride seveda zato toliko pogosteje do okužbe, pri tem, da pa še ti klopi, ki so okuženi z virusom klopnega meningitisa, ne prenešajo vedno do okužbe, pride še toliko redkeje, nekje 0,5% do 1% klopov potem res prenese okužbo in še potem vsi ne zbolijo. Pa sicer ti klopi, ki prenašajo omenjene bolezni na človeka, ali prenašajo tovrstne bolezni tudi na živali? Nekatere ja, prenašajo še recimo babeziozo na živali, pri človeku je pri nas zaenkrat nismo dokazali, tako da so tudi naši ljubljenčki lahko žrtev teh bolezni. Vemo, da imajo psi pogosto boreliozo, da jih je potrebno zdraviti. Klopnega meningitisa pa praviloma živali ne dobijo. Kako pa je pri samem prenosu? Ali je možno, da dobimo klopa prav na podlagi našega hišnega ljubljenčka? Običajno ne. Običajno dobimo klopa v naravi in tudi bolezen. S tem, da pa moramo še omeniti, da klopni meningoencefalitis lahko, redko sicer, dobimo tudi preko mleka, zlasti kozjega. V Sloveniji je to sicer izjemno redko, tega ne dokazujemo, druge države opisujejo teh bolezni več, ki so bile prinešene preko mleka. Pomembno pa je, da nocoj res dobro opozoriva tudi na pravilno samopregledovanje. Že prej so o tem nekaj govorili, pa vendarle, če bi še enkrat poudarili, kje vse se je res potrebno pregledati, na katere predele telesa običajno pozabimo. Pregledati je treba vse predele telesa, to je tisto, kar ljudje pozabijo. Tudi v lasišču je lahko klop. Običajno pogledajo roke, noge, malo še pred ogledalom, ne pogledajo na hrbet, pas, pod dojko, za kolenom. Povsod je lahko klop, vlažni, topli predeli so pa tako kot za vse druge žuželke, tudi za klope najprivlačnejši, če tako rečem. In običajno je tako, da nas klop po nekem času začne, oziroma na mestu, kjer se je prisesal, se pojavi srbečica. Je to vedno neka vmesna postaja? Ko klop že malo zrase, takrat nas že draži, srbi, potem seveda običajno sploh ne pogledamo, nekje nas srbi, se samo popraskamo
in klopa razmažemo ali pa tisto vbodno mesto tudi že razpraskamo. Tam je potem lokalna reakcija, to je treba ločiti od eritema migrans, to je pol centimetra, centimeter, mogoče tudi malo večja rdečina, ni kolobarjasta. To je pa lokalna reakcija po klopu oziroma po draženju. Telefonska številka 0262033737 je tista prava, na kateri vas nocoj čakamo v oddaji Halo zdravnik. Nocoj govorimo o boleznih, ki jih prenašajo klopi in bomo veseli tudi vašega vprašanja. Mene pa zanima še to, če slučajno na sebi opazimo še premikajočega se klopa in da je mogoče že malo zataknjen, je kakšna posebna tehnika potrebna, da ga pravilno odstranimo? Če leze, če se premika, pol seveda ni še zataknjen, ga že lahko samo mogoče s kakšnim papirjem ali kaj. Paziti je treba, da ne boste ga takrat stisnili k koži, pa bo takrat še hitro zbodel in Takrat lahko naredimo več škode kot koristi. Če se je pa že zataknil, pa pinceto v roke pa izvleče. Tako, mi pa že imamo nov telefonski klic. Dober večer. Dober večer, gospa. Iz Kranja kličem. Veste, kaj me zanima? Jaz sem pa na 3 leta se cepim, pa sem isto magnetizem dobil klopen. Lahko še enkrat ponovite, prosim? Redno se cepim proti klopu za magnetizem na 3 leta, pa sem isto dobil magnetizem. Hvala za vaše vprašanje. Verjetno je to eden izmed teh redkih primerov. Zdaj gospod pravi, da je dobil meningitis, ni rekel, da je dobil klopni meningitis. V poletnem času lahko dobimo še vrsto drugih meningitisov, ki pač običajno ne puščajo takšnih posledic. Različni poletni virusi, od adenovirusov, enterovirusov, cel kup virusov lahko povzroča meningitis. Je pa izjemoma možno tudi, da zboli nekdo, ki je bil cepljen, ki pač ni stvoril dovolj protiteles, dovolj obrambe proti klopnemu meningitisu, vendar tile podatki od gospoda mislim, da niso čisto preverjeni oziroma da je povedal malo premalo, da bi lahko to točno opredelila. Mene pa zanima še to, govoriva namreč o pravilni odstranitvi klopov in sicer, če nam klopa nekako ne uspe odstraniti v celoti, kaj potem narediti? Se truditi in vztrajati sam? Na splošno, ko klopa odstranimo, je treba pogledati, če ni ostalo še kaj v koži. Če je še ostala glava, skušamo to izvleči. Če je predel malo problematičen ali da je že vneto, pa mogoče vendarle k zdravniku, pa bodo tam pogledali pod lupo in pravilno odstranili. Včasih je tudi kakšna lokacija, kjer je treba pol takšno zaostalo glavico prav izrezati. So že dobili ljudje tudi kakšni šiv, ko so jim potem takšno odstranili. Lahko se tudi zagnoji tam, kjer je taka glavica ostala od klopa. Pa sicer menite, da je kar velik delež tistih, ki pa se vendarle klopov, ko jih zagledajo pri sebi, zelo prestrašijo in tako kot ste že prej rekli, da ni ravno zaželjeno, tako odhitijo k zdravniku, pa vendarle tudi na urgenci se verjetno znajdejo takšni primerki. Seveda se znajdejo, vendar to ni ravno primer za urgenco. Kmečki ljudje, ki so vajeni živeti z naravo, ki so klopov vajeni, se ne ustrašijo, ti zli pa ne grejo k zdravniku. Mestni, taki, ki pridejo redko v naravo in potem so pa dobili klopa, mogoče prvič v življenju, ti se bolj prestrašijo, običajno tudi bolj panično odreagirajo. Ali je možno, da klopa zamenjajo tudi s kakšno drugo črno pikico? Tudi to se je že zgodilo, da so prišli, da imam klopa, pa je bil del trna, je bil mogoče sploh madež od kakšnega flomastra pri otroku, ampak v tisti paniki starši samo pogledajo, črna pika na koži, gremo pa k zdravniku. Tako, mi bomo pa sprejeli naslednji telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Jaz sem se že zdravila za bolerozo. Da sem pa zvedla, da obstaja ščetica, ko tudi pomaga pri tej bolezni. A res, kako boste povedali bi? Jaz moram reči, da nisem čisto razumela, gospa pravi, kaj da obstoja? Ščetica, na rastlina, da se zanelje pa v alkohol namoči.
Vem, da obstoja cel kup rastlin, po mnenju laičnih ljudi pa raznih zdravilcev, vendar če je okužba z boreliozo, je zdravljenje z antibiotikom. Vse te rastline ne vsebujejo antibiotikov in ni dokazov, da bi pozdravile boreliozo. Tako, mi bomo pa sprejeli že naslednji telefonski klic. Dober večer. Eno vprašanje bi imela. Izvolite. Poglejte, jaz sem se cepila samo dvakrat, tudi tretjič pa nisem šla in me zanima, kaj to pomeni, ali se moram, ali je že prepozno. To bi rada vprašala. Koliko časa pa je preteklo od vašega cepljenja? Eno leto je še mimo, ja. Pojdite po naslednjo dozo cepiva, potem vam bojo pa tudi naprej povedali shemo, kdaj pridete, običajno po 3 letih po naslednjo dozo. Po 2 dozah je nekje dobra polovica ljudi zaščitenih proti klopnemu meningitisu, polovica pa ne. Ljudje različno odreagirajo, zato ravno obsega cepljenje 3 doze, da je zaščitenih skoraj 100%, nekje 98% ljudi, nekaj malega je pa vedno takih, kot pri vseh drugih cepivih, ki ne stvorijo protiteles in pač po cepljenju niso zaščiteni. Hvala za vaš odgovor. Tako, če dovolite, pa bi jaz izkoristila še to priložnost in bi vas kot predstojnico oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor še malce povprašala o tem, kako je vaš oddelek organiziran. Kako smo organizirani, moram reči, da delujemo v eni rumeni stavbi, ki jo poznajo ljudje, kar je pravilno, da je oddelek v samostojni stavbi, ravno zaradi kužnosti določenih ljudi. Imamo vse dejavnosti, ambulantno dejavnost, hospitalno dejavnost, konziliarno dejavnost, kar se tiče infekcijskih bolezni. Imamo enoto za intenzivno nego, ki obsega 6 postelj, potem imamo 6 otroških postelj, ostalo so običajne odrasle postelje, 7 specialistov dela na oddelku, pokrivamo 24 ur na dan, vse dni v tednu z dežurstvi in s pripravljenostjo to dejavnost. Svetujemo konziliarno tudi na ostalih oddelkih, kar se tiče infekcijskih in nalezljivih bolezni. Kako pogosto pri vas ležijo prav bolniki, ki so okuženi z bolezni, ki jih prenašajo klopi? Poleti bolj pogosto, po zimi redko. Imamo pa kar pravzaprav vse leto kakšnega bolnika, ki pride po antibiotik zaradi borelioze. Klopni meningitis pa je nekje od marca, aprila pa do pozne jeseni, ker če dobi recimo oktobra pacient klopa, bo zbolel novembra, morda, če ga dobi novembra, še decembra, potem pa imamo, kar se klopnih meningitisov tiče, nekaj mesecev odmora. Tako da zdaj ste že v polni pripravljenosti? Smo v pripravljenosti, vendar klopnega meningitisa zaenkrat nismo imeli. Katere so pa še tiste druge nalezljive bolezni, s katerimi se zelo pogosto srečujete pri svojem delu? Zelo pogosto se srečujemo seveda s črevesnimi obolenji, driskami, bruhanjem, pa pljučnice in druge okužbe dihal, okužbe sečil. To so pogoste bolezni, najresnejše so sepse v različnih oblikah, potem so okužbe kože, recimo šen ljudje poznajo, pa okužbe kakih ran, preležanine, to je pri starostnikih, ki se okužijo in so lahko vzrok resnih okužb, tudi seps, pa še ambulantno hepatitisi, virusni hepatitisi, skratka vse vrste okužb, nalezljive in nenalezljive okužbe, vse je naše. V naši prvi oddaji Halo zdravnik smo gostili vašega kolega, ki prav tako prihaja z vašega oddelka, na temo sezonske gripe. Morda še informacija z prve roke, ali je sezona sezonske gripe za letošnje leto že zaključena? Zaključena ni, se pa umirja. Takrat januarja, februarja je bila v polnem razmahu in takrat je bila predvsem gripa tipa A.
zdaj se gripa umirja. Ti primeri, ki jih imamo, pa so gripa tipa B, ki je bolj blaga, seveda pa pri določenih imunsko okvarjenih bolnikih lahko tudi predstavlja problem. Imamo še druge okužbe dihal, druge viroze, recimo metapneumovirusi so kar pogosti, rinovirusi, respiratorni sincicijski virus, to za laike mogoče ni toliko pomembno, mi pa to ločujemo in seveda bolnike, če potrebujejo kisik recimo, tudi sprejmemo na oddelek. Pa je vaš oddelek dovolj velik za vse epidemije, ki izbruhnejo, ali je potrebno, da takrat poiščete prostor za svoje bolnike tudi na drugih lokacijah v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor? Vsake toliko potrebujemo pomoč drugih oddelkov oziroma prostorske možnosti še kje drugje. Letošnja gripa je bila tak primer, čeprav epidemija ni bila proglašena, epidemija je bila v polnem razmahu, veliko je bilo ljudi, tako da so nam pomagali s sobami in na ginekološkem oddelku in na dermatološkem oddelku. Na dermatološkem oddelku nam sploh dostikrat, kot rečemo, posodijo sobo ali dve. V preteklosti se je tudi zgodilo recimo že za kakšno večjo epidemijo drisk, da nismo mogli vseh bolnikov sprejeti na naš oddelek, pa smo dobili kje drugje nekaj sob. Takrat tudi pojačamo ekipe, mogoče sta takrat dve dežurni ekipi, da epidemijo obvladamo, potem pa se vrnemo na svoj oddelek in spet v stare okvire. Sicer pa predvidevam, da zna biti to zelo naporno in vsekakor je potrebno prehoditi tudi več razdalj, da pridete do bolnikov, ki ne ležijo na nekem skupnem mestu. To je neprijetno, je naporno, sploh za dežurnega zdravnika, ki mora nadzirati bolnike na 3 lokacijah recimo, iz ene stavbe v drugo, tretjo, pa v spremno ambulanto, pa spet. V času epidemije je en mlajši kolega, zdaj če povemo za informacijo, štel in je naredil v enem dežurstvu 12 kilometrov. Nepredstavljivo. Ja. Morda še kakšna splošna smernica, ki nam je v pomoč, da se zavarujemo pred nalezljivimi boleznimi, verjetno higiena rok ima kar visoko uvrstitev. Higiena rok je na prvem mestu povsod v svetu, ne samo pri nas. Večino bolezni prenesemo z rokami, tudi če niso ravno kontaktnega tipa, kot rečemo, tudi okužbe dihal. Če kašljamo v roko, pa si roke ne umijemo ali razkužimo, bomo s to roko že nekomu dali viruse naprej. Tako da higiena rok je daleč na prvem mestu, sicer pa splošni higienski ukrepi pri kašlju, higiena kašlja, pri driskah osebna higiena, pa spet higiena rok, pa pravilna uporaba stranišča. To so osnovne stvari, pa se izkaže, da vendarle vsi ljudje tega ne obvladajo. Starejši ljudje, mogoče tudi dementni ali pa telesno oslabljeni, pa higiene rok ne izvedejo, ker že komaj se pomikajo, oprijemajo se vsega, kako naj zdaj še gre pa do umivalnika, pa si roke umiva, če drži v roki palico in podobno, to tudi navedejo. Potem kot razlog, zakaj tega niso naredili. Tukaj še je nekaj rezerv, kako izboljšati rezerve v splošni populaciji. Otroke zdaj že od vrtca naprej učijo pravilno higieno rok. Vsaj se bo z leti tudi to izboljšalo. Tudi jaz upam, da bo temu tako. In ker smo nocojšnjo oddajo posvetili boleznim, ki jih prenašajo klopi, se spodobi, da s tem tudi zaključimo. Morda še kakšna zaključna misel ali hiter nasvet za naše gledalce, da bodo varni pred klopi to sezono, ki prihaja. Ja, klope moramo kot prebivalce naših gozdov sprejeti, lahko pa naredimo sami nekaj za sebe. Predvsem bi apelirala na cepljenje proti klopnemu meningitisu. Morda bi morali videti, kdaj to, kar vidimo mi, ko je otrok pa po prebolelem meningitisu ne more več pisati, ker ima ohromljeno roko ali bo imel vse življenje glavobol. Ob takih situacijah ne razmišljaš, a bi se cepil ali ne. Moram reči, da smo tudi infektologi cepljeni, da imamo recimo tudi svoje družine, vse družinske člane cepljene, ker imamo izkušnje, kaj lahko klopni meningitis pusti za sabo.
Hvala lepa za vse vaše izčrpne informacije. Tudi jaz upam, da smo naredili nekaj dobrega tudi za širšo javnost in upam, da se še kdaj oglasite v našem studiu, kajti prihajate z oddelka, ki ima res pester nabor različnih bolezni in lahko veliko pomembnih informacij delite tudi z našimi gledalci. Hvala lepa. Tudi vam hvala za povabila. Tako, nocojšnjo oddajo smo torej posvetili boleznim, ki jih prenašajo klopi. Z nami je bila predstojnica oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, magistra Božena Kotnike-Vorkijan, doktorica medicine, specialistka infektologije. Vi pa ste lahko izvedeli veliko koristnih informacij in verjamem, da boste znali pravilno ukrepati v primeru suma na katero izmed bolezni, ki jih prenašajo klopi. V naši prihodnji oddaji pa bom gostila specialistko transfuzijske medicine Lidijo Lokar, doktorico medicine, in sicer bo rdeča nit oddaje krvodajalstvo. Veselim se vaše družbe in vam želim prijetne pomladne dni. Srečno!